Pozdravljam vse kolegico in kolege in pa spoštovano poslanko na 12. izredni seji Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je sklicana z eno samo točko dnevnega reda. To je predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prosim, če z dvigom rok potrdite dnevni red. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da smo soglasno potrdili dnevni red 12. izredne seje in že prešli k prvi točki, to je odložilnem vetu. Sam bom najprej, se je to v poslovniku predstavil argumente za veto, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev, potem pa bo dobila priložnost v imenu predlagateljev gospa Škrinjar in potem bomo odprli razpravo. Torej, če sam, glede na to, da je to že druga razprava v komisiji, na hitro povzamem bistvene elemente tega razlogov za vložitev veta. Naj najprej povem, da je sama ta sprememba, ki posega v koncept organizacija in vodenja vrtcev in šol, pravzaprav zdaj nekoliko drugačna, je na tretjinskih deležih, vendar zaradi tega nič manj ne posega v samo bistvo tistega koncepta z leta 1996, ko je po dolgih razpravah bil sprejet paket 6 zakonov vzgoje in izobraževanja. In ena od teh bistvenih stvari, na podlagi katerih funkcionira vzgoja in izobraževanje v naši državi, je sestava svetov vrtcev in šol, v resnici tudi dijaških domov in višjih šol, ki ima 3 konceptualne predpostavke. Prva je, da so zastopani v svetih vsi ključni deležniki v vzgojno-izobraževalnem procesu. Druga je, da nima nobena skupina večine, in sama ne more odločati ne o programih, ne o samem izboru vodstva. Tretja pa seveda je predpostavka, da ima skupina vzgojiteljic in učiteljic in učiteljev večji delež od ostalih, glede na to, da opravlja ključni del neposrednega pedagoškega in vzgojnega dela. Ta asimetričnost je seveda izrazito utemeljena pri tej reformi z razmislekom, ki je posledica samega koncepta svetov. Namreč te niso taki, kot so recimo v zdravstvu ali v kulturi, čeprav je bilo to pogosto izpostavljeno. Kultura ima, če pogledate ZUJIK, 32. člen, 2 organa. Svet zavoda in pa strokovni svet. Podobno je v zdravstvu, tukaj pa gre za združitev dveh svetov v enega. Ta opravlja 2 temeljni lastnosti. Eno je torej odločanje in upravljanje, drugo pa so strokovne odločitve. In prav to presečišče, ki daje posebno vlogo svetu vrtcev in šol, je bilo v dozdajšnjih razpravah izrazito spregledano. Ker ta asimetričnost je pravzaprav tudi posledica ne samo tega, da gre za tiste, ki so ključni nosilci vzgoje in izobraževanja, ampak da ta svet v velikem delu v skladu z zakonom odloča o strokovnih
vprašanjih, ki jih je kar nekaj, da ne bom predolg, jih tukaj ne bom našteval, so pa v tem členu eksplicitno naštete, med drugim se opredeljuje tudi do vseh predlogov pedagoških zborov, to se pravi vzgojiteljskega, učiteljskega in tako naprej, in seveda to so bistvene strokovne odločitve, ki so vezane na te diskusije. Podobno je potem z ravnatelji, ki niso tako, kot recimo imate v pomembnem delu zdravstva, kjer imate strokovnega direktorja pa direktorja, ali recimo v filharmoniji, kjer imate umetniškega vodjo in direktorja ali kaj podobnega, ampak imate enega odločevalca, ki je zadolžen tako za menedžerske odločitve, kot tudi za povsem ključne pedagoške odločitve. Ne pozabiti, da je ravnatelj pedagoški vodja in ključni nosilec kakovosti pri izobraževalnem procesu. Prav zaradi tega spet ta asimetričnost, ker zakon celo daje prednost pedagoškemu vodenju od menedžerskega, ki bi moral biti, kar se tiče javnega izobraževanja, v resnici v funkciji doseganja kakovosti pedagoških ciljev. In tudi to dejstvo je bilo premalo poudarjeno v zdajšnji razpravi. Mimogrede, ni šlo toliko če greste gledati nazaj v leto 96, zato da je tukaj prešparanih kakšnih 700 delovnih mest. Če bi to delili, vmes je bilo nekaj poskusov, da bi imeli dva, torej strokovnega in menedžerja, ampak gre pravzaprav za integracijo tega, kar hoče koncept, tak, ki ga poznamo zadnjih 25 let, poudariti. To je izrazito celotna podreditev kakovosti pedagoškega procesa. In zaradi tega ta tretjinska odločitev, ki se zdi na videz simpatična, ni pravzaprav nič manj, nič manj problematična. Tudi zaradi tega, ker ni bilo narejenih nobenih evalvacij, nobenih analiz in je narejena na pamet. Zdaj, tukaj bi opozoril še na dve dejstvi. Eno je, da je stroka, akademska stroka v veliki večini ali skoraj enoglasno, te, ki se res ukvarjajo z izobraževalnimi sistemi, ne, da so približno nekje tam blizu, zavrnila te spremembe in se postavila na stran ohranitve tega, kar dobro deluje 25 let. Mimogrede, Slovenija v vseh mednarodnih primerjavah PIRLS, TIMSS, PISA dosega nadpovprečne rezultate pri 15-letnikih. Naj posebej poudarim, da v naravoslovju na zadnji PISI leta 2018 sta bili pred nami v Evropi samo Finska in Estonija, kar seveda govori o tem, da sistem deluje dobro, povečuje kakovost in ta sprememba je neproučena in lahko poslabša te pogoje, hkrati pa z zmanjšanjem dveh strokovnih delavk in delavcev, učiteljstva, vzgojiteljca ali kogarkoli drugega, seveda naslavlja izrazito oziroma izpostavlja nezaupanje do zdajšnjega dela, ki je bilo opravljeno dobro. Skratka, kljub temu, da so rezultati, se je sporočilo nezaupanje do učiteljstva, kar bi znal biti še resen problem, glede na to, recimo, da najboljši pedagoški sistemi v Evropi temeljijo na zaupanju do učiteljstva. Recimo Finci imajo to napisano v sam prvo izhodišče izobraževalnega sistema. Naš sistem temelji na zaupanju do učiteljstva, piše na Finskem. To sporočilo je obratno, seveda. Tako da je s tem tudi več ali manj argumentacija za veto, ki ste jo prejeli tudi pisno, utemeljena. Jasno pa je, da boste presojali tako kot vedno po svoji vesti. Jaz sem sklenil, gospa Škrinjar, izvolite odgovoriti.
Hvala lepa za besedo in hvala lepa za vabilo, da lahko obrazložim. Najprej bi se ustavila pri vprašanju, zakaj poslanski zakon. Nekajkrat je bilo to izpostavljeno. Naj povem, da smo poslanke in poslanci povezava med terenom, kjer se stvari dogajajo, in pa med strokovnimi odločevalci, ki sedijo v vladi. Zato je dejstvo, da smo poslušali teren. Teren pa je govoril iz različnih ravni. Najprej, če rečem nekaj o ustanovitelju. Ustanovitelj v primeru osnovnih šol in vrtcev je občina, v primeru srednjih šol pa država. In velikokrat smo poslušali, kako pravzaprav veliko odgovornost ima ustanovitelj in kako malo pravzaprav je tako zastopan v svetu zavoda. Toliko bolj se je to pokazalo v skrajnih razmerah, ki jih je povzročil COVID. Videli smo, kako pravzaprav je bila občina v težavah, ko ni mogla nič narediti, ko je imela opravka z recimo ravnatelji, ki so imeli težave tudi s tem, ali COVID je ali ne. In ravnatelji, ki so imeli težave s svojimi zaposlenimi zaradi takšnih drugačnih prepričanj. In te pripombe ustanoviteljev so se ponavljale mnogo let, torej najbolj vidne, pa utemeljene pa so se zdele ravno v tem kriznem času. Poslušali pa smo tudi ravnatelje, kako pravzaprav so brez moči in tudi pripisali temu, da je sestava sveta takšna. Pa to nismo bili samo poslanci koalicije, ki smo vložili ta zakon in smo slišali take pripombe. Dobro se spominjam tudi programov, vsaj ene izmed koalicijskih strank koalicije KUL, ki je izpostavila prav točno ta problem in tudi predlagala rešitve. In poslušali smo tudi na terenu učitelje, vzgojitelje, učiteljice, vzgojiteljice, ki so tudi zatrdile, da obstajajo primeri in kar nekaj teh, ko se obrnejo na ravnatelje, pa ti ne nudijo zadostne zaslombe, kadar jo oni potrebujejo. In označili te ravnatelje za šibke ravnatelje. Nekako se potem vse izteklo pravzaprav v vzrok, ki je sestava sveta, kjer so dejansko nesorazmerno na svojo odgovornost zastopani deležniki, torej deležniki, predstavniki zaposlenih, predstavniki ustanovitelja in predstavniki staršev. Naj povem, da se je Zveza svetov staršev opredelila za predlog, ki smo ga podali, in sicer je bil 5 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavniki zaposleni in 3 predstavniki staršev, v primeru srednjih šol pa en izmed teh tudi dijak. Zveza svetov staršev ima tudi v svojih vrstah kar nekaj strokovnjakov, ki se ukvarjajo tudi s področjem pedagogike in didaktike. Tega ne smemo pozabiti. V razpravi je bilo tudi slišati in tudi danes slišim v uvodu, da pravzaprav gre za nezaupanje učiteljem. To nikakor ne drži. In tudi ne drži čisto po moje, da je svet šole nekaka zmes strokovnega sveta in upravnega sveta. Glejte, strokovnost v vrtcu in v šoli, strokovnost je dejansko na učiteljskem zboru.
ta je tisti, ki je strokovni organ. In še bolj je strokovni organ, torej aktiv. Učiteljski zbor se deli na strokovne aktive, ki dejansko odločajo o pedagoškem delu. Ravnatelj je pa v tem delu njihov vodja in koordinira njihovo delo. Poudarjam, koordinira njihovo delo in skrbi za zakonitost dela. Sicer pa je strokovnost v rokah učiteljev. In te se nikakor ne dotikamo, niti najmanj ne. Nihče nima pravice se vtikati v delo učitelja, ki je sam po sebi tudi strokovni organ. Razen njegovega pedagoškega vodje, ki seveda ga tudi vodi, to je ravnatelj. Pa tu je tudi pristojna šolska inšpekcija, ki si po potrebi, kadar gre za prav vsebinske zadeve, priskrbi tudi svetovalca iz Zavoda za šolstvo. Vendar pa je šola in vrtec tudi vpeta v samo okolje. Če se za hip še vrnemo tem, da je ravnatelj tudi direktor, ja, drži. V majhnih šolah je ravnatelj tudi direktor. Poleg pedagoškega vodenja opravlja menedžersko delo. Da pa ravnatelj pravzaprav je tudi v drugačnih vlogah, kot je recimo takrat, kadar je osnovni šoli pridružen tudi vrtec, pa imate ravnatelja, ki je učitelj, ne pa vzgojitelj, ker sicer v vrtcu je ravnatelj vzgojitelj, ker mora biti v tem primeru. No, in v tem primeru imate ravnatelja učitelja, ki pa seveda je pedagoški vodja pravzaprav za vse, tako za osnovno šolo kot za vrtec, pri čemer si izbere pomočnika iz vrst vzgojiteljev, kadar ima vrtec. Pa vendarle dejansko mora obvladati, na nek način mora obvladati kar obe smeri. Imamo tudi sestavo v srednjih šolah, kjer imate različne programe in različne šole in te vodijo ravnatelji. Te šole so lahko zbrane v center in ta center vodi direktor, ki pa je menedžer. Torej imamo zelo različne sestave in organizacijo. Ustanovitelj pa seveda ostaja odgovoren in to za velik del. Šola, vrtec ni samo pouk, ni samo vzgoja v oddelkih, ampak je dejansko zelo kompleksno življenje, ki se vpleta tudi v okolje. In okolje vpliva tudi na to življenje v vrtcu in v šoli. Tukaj dejansko ima ustanovitelj izjemno odgovornost. Že zdaj tudi pri covidu se je pokazalo, kako pravzaprav koordinirajo v teh težavah, ki so jih videli ravnatelji, ko so se soočili s tem, da bo treba izvesti testiranje v šolah, tudi najmlajših otrok. Tu vidite, je ustanovitelj v primeru občine zelo dobrodošel, kadar lahko koordinira delo tako zdravstvenega doma, kakor tudi šole in si ti eni in drugi med seboj pomagajo. V sami razpravi, ki je bila dolga, izčrpna, se je pokazalo, da je zelo velika podpora temu, da napravimo kompromis, ki smo ga na koncu tudi naredili in z amandmajem popravili predlagano sestavo, ki je bila sprva 5 predstavnikov ustanovitelja in smo zmanjšali na 3 predstavnike ustanovitelja. Tako imamo zdaj sestavo 3-3-3, kjer dejansko nihče, kot je bilo prej povedano, nima večine sam in to načelo se izpolnjuje in kjer so zastopani vsi. Ker pa zadeva strokovnost, sem pa že povedala, da strokovnost je zagotovljena preko odločitev strokovnih aktivov
in preko ravnatelja, ki je njihov usklajevalec in ki je odgovoren za zakonitost dela. Ravnatelj je odgovoren za zakonitost dela in tudi zakonitost dela sveta, ne? To je potrebno povedati. Zdaj vidim, da pravzaprav ni nasprotovanja bilo glede drugih členov, vendarle dovolite, da jih omenim. Gre za to, da smo popravili dolgoletno krivico in omogočili, da napredujejo strokovne delavke, pomočnice, vzgojiteljice, pomočniki vzgojiteljev v vrtcu, v naziva mentor in svetovalec, to pa zato, ker imajo srednješolsko izobrazbo in učitelj lahko napreduje tudi v svetnik. S tem se jim bo dalo tisto priznanje, ki ga zaslužijo za svoje delo, tako etično priznanje, moralno, kakor pa tudi v plači se bo to poznalo. Naslednja stvar je digitalizacija. Člen o digitalizaciji, tukaj smo zelo upoštevali, torej smo absolutno upoštevali vse pripombe zakonodajno-pravne službe, pripravili ustrezne amandmaje in digitalizacija bo razbremenila tako administracije, tako ravnatelja, torej ravnatelji so o tem zelo, zelo veliko govorili in zelo pričakujejo to, kot tudi učitelja. Pri čemer seveda šola ne bo več plačevala enormnih vsot za vodenje digitalnih dokumentov, ki jih zdaj izvajajo zasebniki, pač pa bo to delala za njih država, pri čemer bojo šole imele svoj del torej bojo gostovale na strežnikih Ministrstva za izobraževanje in v svojem delu povsem suvereno in same upravljale s tistimi podatki, ki lahko z njimi upravljajo in nihče ne bo mogel gledati v njih, še manj jih pa zlorabiti. Hramba bo 100% zagotovljena. Naj omenim še en člen na koncu, pa vendarle zelo pomemben. Gre za to, da uvajamo tudi cilj vzgojo za slovensko kulturo in evropske vrednote. Gre za jasne vrednote, o katerih danes Evropa govori, od dostojanstva, osebne svobode do vladavine prava in te vrednote ne bi bile pač enotne, torej ne enovite, lastne v vsaki državi v Evropski uniji. No, to bi bila verjetno želja vseh nas. In pa slovenska kultura, tukaj pa se seveda daje poudarek na uporabo oziroma pravilen odnos do slovenske kulture, ki ga je treba privzgajati pravzaprav učencem, dijakom, otrokom v vrtcu, v vsakem trenutku vzgoje in izobraževanja. Prav to slovensko kulturo to rešitev je podprlo ugledno število, torej še bolj uglednih akademikov s prvopodpisanim Borisom Pahorjem, zaradi česar moramo reči, da smo v koaliciji zelo veseli in ponosni, da so nas podprli. Jaz mislim, da je zakon dobro napisan in da bo zagotavljal kakovost še naprej in še boljšo kakovost, kot jo imamo že kot ugledna članica Evropske unije, kjer dosegamo tudi na šolskem področju zelo dobre rezultate. Jaz mislim, da bodo s časoma še boljši in vas prosim za to, da se podpre ta zakon. Hvala. Hvala lepa, spoštovana poslanka. Odpiram razpravo. Matjaž Gams, dr. Matjaž Gams. Rajko Fajt. Spoštovani prisotni, predvsem gostja, gospa Škrinjarjeva. Zdaj se že drugič pogovarjamo na to temo, pa seveda se bomo še enkrat. In nekateri smo bili že v začetka mnenja, da je sedanja obstoječa struktura
nesorazmerna v primerjavi z drugimi inštitucijami v Sloveniji, nesorazmerna z drugimi inštitucijami v Evropi. In kot veste, jaz vedno glasujem tako, kot pravi stroka. Zdaj, če pogledate, kaj pravi stroka, ta hip so deljenja mnenja, tisti, ki so nekako bolj v eno smer, imajo eno mnenje, tisti, ki so drugi, imajo drugo mnenje, kar ni nič narobe, da so tudi razna mnenja v stroki, ampak očitno tle se menja oziroma se vključuje zraven tudi ideologija, politika in zdaj ni nesporno jasno, kaj strokovno je, kaj strokovno velja. Moje razmišljanje je še vedno opredeljeno takole, kar se tiče sestave, da ne bo nesporazuma. Glede sestave, ki jo najbolj poznam, to je sestava inštitutov, je bilo vedno tretjina, nekoč v Radovanini se je to spremenilo in smo imeli celo 20% samo zaposleni in potem po mnogih letih s posredovanjem SVIZ-a in poskusi prošenj na politične stranke in tako naprej smo potem po letih to nazaj popravili na tretjina, kar se mi zdi dosti v redu, ker potem nekako takrat, kadar pride do soglasja, je očitno predlog dober, takrat, kadar so pa mnenja zelo deljena, je pa vsaj problematično in je treba iskati nekako pametne rešitve. Tako da v tej situaciji, kot je sedaj, ta hipa, je še vedno tako, da ima ena stran precej veliko težo. Preveliko teže in lahko praktično sama s tem, da dobi 6. glas, lahko sama odloči o marsičem. Sam nisem strokovnjak za pedagogiko, ampak moja žena je bila vrsto let učila je najprej matematiko, pa še je bila ravnateljica vrsto let na gimnaziji Moste in sem včasih z veseljem, včasih pa po uradni dolžnosti poslušal njene zgodbe. In ta tematika, ta sestava je bila pogosto tista, ki jo je motila pri normalnem delu. To so čisto konkretne situacije, to ni nekako teoretična, ampak čisto konkretno imaš neko zadevo in potem se nekako razvija ali pa ne razvija v tistem sistemu pravil, ki so. Tako da ta disproporc, ki je še zdale, jaz mislim, da funkcionalno ni najboljši, je pa seveda pogodu zaposlenim, normalno. In ker smo nekako solidarni, kot vsi tisti, ki delamo na področju vzgoje, izobraževanja, raziskovanja in tako naprej, ker delamo bolj ali manj eno in isto, samo vsak na svojem nivoju, pa svojimi poudarki, seveda smo jih tle podpirali kolegice in kolege s šola in vrtca. Zdaj, ko se pa to ureja, je pa treba, kot sem rekel, pogledati, kaj je funkcionalno najbolje, kaj je po volji ljudi. In funkcionalno, če pogledaš kaj druge po svetu, po Evropi, zopet nisem naredil nobene poglobljene študije, ampak kaj imajo sorodne inštitucije v Sloveniji, in še posebej, ker je bil prejšnji predlog, ki je bil precej napet, je bil zdaj v kompromisih, dosti pametno sestavljen, funkcionalno ne vidim nobenega razloga za proteste. Seveda ima vsak pravico protestirati, ima do svojega mnenja, tudi strokovnega, ampak brez, kakšne slabega občutka, da se postavljam proti stroki ali pa da se postavljam proti kolegicam in kolegom iz tega področja. Ta predlog podpiram in bo glasoval za. Hvala lepa. Rajko. Hvala za besedo, predsednik, gospod poslanka, lepo pozdravljeni, kolegice, kolegi. Jaz sem že pri prejšnjih razpravah razmišljal to smer, da je spremembe, ki so vezane zdaj na zakon o vzgoji in financiranju, da se mi zdijo smiselne, pa bom začel od zadaj. Zdaj mislim, da se v bistvu v današnjem predlogu za veto se vse skupaj osredotoča samo na sestavo svetov zavodov in se mi zdi, da zadeva res tak, če grobo rečem, kar precej spolitizirana. Jaz pa moram pohvaliti to, kar je bilo omenjeno, se pravi, že takrat sem podpiral in me močno presenetilo mnenje predstavnikov vrtcev, ko so zadnjič bili tu, ko so v bistvu nasprotovali napredovanju pomočnic oziroma pomočnikov v nazive. Jaz sem že takrat to podpiral in se mi zdi, da je to hvale vredno. Po lastni izkušnji lahko rečem, da
za vodenje vseh evidenc, dnevnikov in tako dalje, imamo tako imenega e-asistenta za približno 1300 dijakov, plačujemo okoli 15 000 evrov, plačujemo, tako kot je bilo že rečeno, nekomu privat. Vsi podatki so shranjeni na nekih privatnih serverjih, nekje po tujini in tako dalje. In jaz moram reči, da zdaj, ko so določeni sistemi, pa so že vzpostavljeni informacijsko na nivoju države, bom rekel centralno, in imam dobre izkušnje, zelo dobre izkušnje in moram reči, da podpiram to, sicer je kot digitalizacija, ampak prenos vseh teh podatkov pod en enoten sistem in mislim, da je država dovolj velik garant, da bodo ti podatki shranjeni in obravnavani tudi v skladu z GDBR in še ne vem čem drugim. Zdaj, sama sestava sveta, jaz sem takrat podpiral tisto varianto 5-3-3, ampak moram pa reči, da sem bil tudi na tisti seji, ki je bila, ne vem, do več kot 10. ure zvečer. In zdaj, če pogledamo, gledajte, takrat dijaška skupnost je predlagala formulo 3-3-3, če se spomnimo. Ne? Tudi ljubljanska občina, ne, je v svojem poročilu takrat zapisala, da se ji zdi, torej 5-3-3, da se ji zdi tak kolegijski organ preobsežno zastavljen. In pravi, namesto tega smo mnenja, da bi lahko z enakomernim razmerjem v svetu vrtcev in šol po formuli 3-3-3 dosegli enak učinek, hkrati pa s tem vsaj deloma izognili politični imenovanje ravnateljev, vrtce, šole in tako dalje. Ne? Se pravi, je bilo upoštevano to. Zdaj, kot sem že povedal, v lokalni samoupravi smo leta 1994 in kar se spomnim, so predvsem občine tudi nekako želele, če ne vsaj prevladujoči, pa vsaj nekako bolj enakovreden položaj v teh svetih zavodov. In jaz mislim, da je tudi ta pobuda za to spremembo prišla. Zdaj, če smo si pogledali, recimo, kaj je tu skupnost občin Slovenije, skupnost, potem je združenje občin, potem je skupnost mestnih občin, vsi podpirajo, torej, da se vsaj nekako poveča vpliv ustanoviteljev. Tako kot je že bilo rečeno, seveda so pa razlike med vrtci, osnovnimi šolami in pa srednjimi šolami. Konkretno pri nas, recimo, je bilo sestava 2 predstavnika vlade, en gospodarska zbornica, en predstavnik obrtne zbornice in en predstavnik lokalne skupnosti, mestne občine. Tako da, potem pa seveda dijaki, zaposleni, predsednik strokovnega sveta in pa študenti. Tako da je sestava zelo, zelo različna. Zdaj, to, da bi učitelji, kot strokovni delavci, imeli tudi v svetu zavoda prevladujoči položaj, se mi pa zdi, da gre na nek način tudi gre za podvajanje določenih funkcij. Namreč 61. člen ZOFI-ja govori, torej vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor obravnava in poudarjam, odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom. Torej, to je učiteljski zbor. Daje mnenja k letnemu delovnemu načrtu, Tone se bo strinjal, da je to neki temeljni letni akt, ki ga potem svet zavoda v bistvu samo potrdi. Predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti. No, tu se je pa pač našel ta problem z lokalnimi skupnostmi, kajti svet zavoda na koncu lahko sprejme neki nadstandarden program, ki bi ga morala občina financirati. Vemo pa, da recimo proračuni, kdaj se delajo, pa recimo ni tega denarja not. In se mi zdi tu, da če je kompetenten predstavnik lokalne skupnosti, lahko takrat reče, gledajte, letos pač ta zadeva ne bo šla skozi, ali pa, ne vem, zracionalizirajmo, ali pa, ne vem, naj bo sofinanciranje in tako dalje. In se mi zdi, da je to dejansko ima tisto neko težo, to se pa sprejema na svetu zavoda. Potem, recimo, učiteljski zbor odloča o posodobitvah
programov vzgoje, izobraževanja in izvedbi v skladu s predpisi. To je stroka. To je stroka, ki jo delajo učitelji. In potem seveda daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja. Če pa pogledamo svet zavoda, ali svet zavoda javnega vrtca oziroma šole, pa torej prvo je postavljeno, imenuje razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja. S čem je to povezano? S financami. Zopet so tu odzadaj finance. Torej potem sprejema oziroma potrjuje letni delovni načrt, potem spremlja njegovo uresničitev, spremlja poročilo o samoevalvaciji, odloča o nadstandardnih in drugih programih, to je pa zdaj tisto, ko sem prej rekel, povezano s financami, potem pa obravnava poročila o vzgojni, izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusi vajenca, dijaka, študenta, kot drugostopenjski odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznosti, odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeva, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski oziroma andragoški oziroma predavateljski zbor oziroma šolska inšpekcija, reprezentativni sindikati in tako dalje. Se pravi, jaz mislim, da je treba ločiti. Eno je torej, s čem se ukvarja svet zavoda, drugo pa, kje je tisto, ko učitelji dejansko že prej odločijo, pripravijo izhodišče in tako dalje. Zdaj, res je, da marsikje so ravnatelji kot pedagoški vodje in hkrati, bom rekel, kot direktorji. Ampak zdaj se je nedavno, ki zveljavo je stopo zdaj z mesecem decembrom, so se pa, jaz moram reči, kar korenito spremenili standardi in normativi, in mislim, da bo zdaj še več ravnateljev lahko imelo pomočnike ravnateljev. Prej je bil normativ 26 dijakov za oddelek, zdaj je 20. Pri meni to pomenilo, recimo, torej imam pomočnico in vsaj za sebe lahko rečem, glede na to, da vodim strokovno šolo, se pravi ta operativni finančni del, sodelovanje z okoljem, gospodarstvom in tako dalje, vodim jaz, tisti, bom rekel, morda malo bolj pedagoški, pa pomočnica, ki je, recimo, zdaj v tem primeru konkretno učiteljica nemškega jezika, prej pa bil do upokojitve, v bistvu pa bil profesor zgodovine. Tako da jaz mislim, da tudi s tem je zdaj se ta razporeditev naredila in se pravim, jaz sem takrat nekako podpiral 5-3-3, ker jaz sem tudi predstavnik lokalnih interesov, 16 občin zastopam in tu pa lahko rečem, da sem še včeraj imel pogovore z dvema županoma, ne da so razočarani, ampak malo so presenečeni, da se je pristalo na to formulo 3-3-3. Oni bi raje, torej so bolj podpirali tudi prejšnjo formulo. Teda jaz mislim, da je to zdaj en takšen kompromis in bom rekel tudi v smislu, da zdaj vse te napetosti, ki se nam dogajajo, da se morda malo umirijo, kajti zelo me je presenetila izjava gospe Bratuškove, ko je v Večeru sem jo prebral, zdaj, ko bomo pa mi na oblasti, bomo pa zopet vse zamenjali. Torej bomo šli preko 200 in nekaj predstavnikov lokalnih skupnosti. Vseeno je lokalne skupnosti oziroma predstavniki ustanovitelji so tisti, ki, tako kot je že kolega Gams tudi rekel, da je neka uravnoteženost še vedno. Sicer pa pogledajte starši in pa zaposleni, kdo pa daje garancijo, da niso politično opredeljeni, če že gremo na to karto, pa jaz ne bi želel s tem, jaz bi rekel, da strokovnost je dovolj zastopana, da so interesi staršev dovolj zastopani, pa mislim, da bo tudi ta formula 3-3-3 pokazala, da je tudi lokalna skupnost lahko primerno zastopana v svetu zavoda. Hvala. Hvala državnemu svetniku Rajku Fajtu, kolega Hrovac je še javil, pa potem tudi kolega Dejan Crnek. Hvala lepa, predsednik, gospa poslanka, kolegice in kolegi.
Moram reči, sem že zadnjič tudi dal svoje mnenje, bi pa mogoče tukaj, kar je Rajko končal, on je govoril o tem vsebinskem delu, kar je v bistvu točno tako. Ne. Jaz bi pa mogoče še o imenovanju ravnatelja. Ne. Tukaj je tista ključna zgodba, ki se jo recimo nekako gledamo. Ne. Moram reči, jaz sem bil že sem začel že v socializmu, pa potem vsa ta leta nekako tako ali drugače funkcioniral v šoli kot vodja, razen z enim presledkom. Moram reči takole, bili so vse sorte izkušnje, od tega, da je nekoč nas imenoval ravnatelj minister, minister je imenoval in odstavljal. Potem do tega, da je dajal mnenje, da je dajal soglasje k imenovanju, ker je bila zelo trda tudi politična vloga ministra, do tega, da sedaj minister daje samo neobvezno mnenje, kar pomeni izredno labilno politično mnenje, ki ga lahko prevozi kdorkoli. Torej, bistvo vsega je pa vedno bil kolektiv, predavateljski, učiteljski zbor, ki je izvolil na tajnem glasovanju kandidata za ravnatelja. In tisti, ki je dobil na pedagoškem zboru večino, praviloma je imel tudi podporo v svetu zavoda. Torej, tam čez se ni dalo prideti. Zelo, kot zadnjič sem rekel, zelo bi rad videl ministra, ki bo glasoval za ravnatelja, zdal mnenje, pozitivno mnenje ravnatelju, ki je dobil vsa negativna soglasja se strani učiteljev. To se razkolektiva. Niso pa samo učitelji, soglasje dajo še starši in v srednji šoli tudi dijaki. Kar pomeni, da je tukaj ta domača srednja šole sorazmerno dovolj dobro zastopana. Jaz moram reči, sem zadnjič že rekel, se nisem nikoli ukvarjal s tem, vedno se mi zdi, da sem imel to srečo najbrž, ali pa tudi ne, v vsakem primeru nikdar se nisem bal nobenega se strani ministrstva, ker za vsakega smo imeli vedno tudi kaj za pomagati, delati, ker točno to, kar je gospod Rajko rekel, ja, ko gre za finance, ti lahko pomagajo tile ali pa občinski. Domači zelo težko, ker praviloma morajo delati druge stvari. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, da je, kakor tudi, če bi bilo 5-3-3 ali pa 3-3-3, pa sploh je tako zelo uravnotežena zadeva, v vsakem primeru, če se tukaj na nek način politika, vsaj v tej konstelaciji še odnosa ministra do ravnatelja, sorazmerno zelo šibka. Tako da v tem smislu se mi pa zdi, da je pa prav, da se z glasovi v nekem smislu tudi uravnoteži odgovornost. Več je glasov s strani ustanovitelja, večja je tudi odgovornost. Zato se mi zdi, da je to kar v redu. Še posebej pa se mi zdi, da je tudi tisti del za vrtce, za napredovanje pomočnikov izredno koristno, ker to ni bilo dobro. Tako da jaz tudi podpiram zakon, tako da v vsakem primeru nisem za veto. Mislim pa, da gre posebej, ko gre za imenovanje ravnatelja, v tem trenutku za sorazmerno zelo, bom rekel, realno, šibko moč ustanovitelja, zelo realno šibko moč, takrat, ko je minister v resnici imenoval, je bil on ta glavni in odstavljal. In ko je imel mnenje, ki je bilo obvezno, je ravno tako, sedaj ima pa neobvezno mnenje, tako da recimo svet zavoda lahko preglasuje ministra, ko pridobi mnenja. Ali pa občinski svet. Ne? Tako da jaz bom tudi za to, da se ta zakon sprejme. Hvala lepa. Izvoli še kolega Dejan Crnek, prosim. Hvala lepa. Jaz bi tudi samo še enkrat povedal, pravzaprav zakaj pa bi podprl veto oziroma ga bom. Ne. Še enkrat lep pozdrav tudi kolegici iz mestnega sveta. Predsednik, hvala za besedo. Kolega Fajt je pravilno navedel, kaj smo zapisali v Mestni občini Ljubljana, kar se tiče sestave. Res je tudi, da se veto sicer osredotoča predvsem na ta del, vendar, če se spomnite, sem jaz takrat izpostavil 4 točke, od katerih je tudi kolegica 3 navedla, enega pa ni, pa bi samo na kratko
povzel še enkrat. Namreč pri sestavi je bilo seveda rečeno, če že moramo menjati, ne, če se že gre v menjavo, potem menjajmo na način 3-3. Tako je tudi ratalo. Naslednja stvar, ki je bila, sem opozoril na napredovanje. Seveda v mestni občini vedno želimo, da naši kolegice in kolegi napredujejo, da imajo dostojno plačo in to tudi udejanjamo skozi vse, kar se da. Namreč, kot veste, imajo tudi župani možnost skozi svoj mandat vsakemu zaposlenemu za nekaj razredov dvigant plačni razred, brez, to mu pač nalaga zakon in mislim, da smo pri nas v Ljubljani prav vsem, ki so imeli to možnost, to naredili. Vendar pa tukaj upozarjamo na drugo stvar. Jaz to res ne razumem tudi svojih kolegov, županov, namreč težava je včasih res v tem, da imamo za občine v velikih merih zakone, ki delajo uravnilovko, ki isto velja za velike občine in manjše občine. In to je včasih težava. Če imaš ti en vrtec v občini in ti imaš enega, ki napreduje, to mogoče pride na leto, potem na letni ravni, ne vem, 400 evrov, 500 evrov, če jih imaš pa ti 100, ki mora napredovati, je pa to pač velik denar. In mi imamo zapisano v zakonu o lokalni samoupravi, da vse, kar država naloži lokalni skupnosti dodatne naloge od tistih, ki so že določene, ni problema, vendar jih mora država sofinancirati in povedati, s kje bo to šlo. In mi se v različnih zakonih, če me kdaj poslušate, večkrat najdemo v tem, da država nekaj določi, občine bojo to delale, denar bo pa že nekod prišel. In potem kolegi župani moji rečejo, dobro, tistih 200 evrov bomo pa že najdel. Vem, sam gre za sistem, gre za pač, mi smo velika občina in karkoli se Ljubljani naloži, gre to lahko tudi v milijone. In to ni prav. In zato sem jaz proti temu, oziroma bil sem proti temu zakonu, ker ne piše, od kje bo ta denar prišel. In še zdaj ne piše. Nekje bo že, nekdo bo, ne? In potem je tudi rečeno, da se Ljubljana ima veliko denarja. Mislim, veste, vsak ima svoj proračun, iz proračuna pač mora plačati tisto, kar mora plačati. In vsak dodatek je dodatek, a ne k njemu proračunu. Posebej, če ne veš, od kje ga vzeti. Tako da zato to je ena stvar, ki jo skozi opozarjam in tudi še v kakšnem drugem zakonu mu spet opozarjam, zato pač ni prav, da je to noter. Potem govorili smo o digitalizaciji, seveda je fajn, ampak spet ni, nekaj se je popravilo takrat, ampak seveda spet ni napisano, mi s to digitalizacijo. Zdaj imamo neke podatke, ampak mi uveljavljamo način, da bomo spremljali še enkrat povem tega človeka, odko vstopi v vrtec, do njegove, če bo študiral na fakulteti. In ta dosje se bo zdaj hranil, pač nekje se bo hranil. In ni eksplicitno napisano, kdo bo imel dostope, seveda državna bo pod eno streho. Pa dostop do tega bo imel vsi, policija, vojska, ne vem, kdo je v državi vse. In ti boš imel nek dosje, ki se ne bo niti brisal, ne boš vedel, kaj se zdaj dogaja in spet bo pač neka evidenca nekoga, ki bo z nekom zdaj upravljal. Zdaj, glede na to, kaj se zdaj dogaja po svetu in državi, se pač to meni zdi fajn, da bi to tako bilo. Kar sem pa hotel reči, potem tisto, kar pa ni bilo rečeno, je bilo pa to, kar smo mi seveda želeli. Mi smo želeli, da se v ta zakon zapiše tudi, da lahko občina sama se odloči, ali želi privatne vrtce, ali jih ne želi. Ker spet smo dobili, če se vrnem na prejšnjo točko, vi boste imeli privatne vrtce in boste tudi financirali, tako smo mi zdaj naložili. Zakaj moramo mi financirati privatne vrtce? Zakaj moramo mi nekomu še dajati? Le se mi sami odločimo, ali jih mi sploh potrebujemo v občini, pa ne, glede na število otrok, glede na število otrok, ki so v te programe upisani, ali potrebujemo ali ne. Jaz verjamem, da nekdo rabi, ker nima vrtca, neka občina. Ampak ona se lahko sama odloči, če bo imela ali ne. Samo to smo želeli, da se zapiše noter, da se pač občina sama odloči. Ne nasprotujemo temu, da so privatni vrtci in smo tudi rekli, da ne to velja od takrat, ko se sprejme naprej, da za nazaj je pač koliko kar je, nobenega ne želimo izpostavljati nekim težavam, ampak od naprej ne se pa tako govori. Če hoče kdo postaviti privatni vrtec, ne pride vprašati občino, ali rabite vi, če ne, pa pač bomo rekli, da ne, oziroma ga imejte, samo boste sami financirali, kar je prav. Tako da iz teh 4 razlogov še vedno pač jaz bom podprl, da se vloži veto. Hvala. Hvala lepa tudi državnemu svetniku Dejanu Crneku, še kolega Bojan Dežun.
Izvoli, Bojan. Ja, hvala, predsedujoči, gospod poslanka. Zdaj, jaz bi kar to nadaljeval. Ja, se strinjam tisto, kar je rekel in kolega Fajt in kolega bivši ravnatelj, sta pač strokovno podprla te zadeve, ampak jaz še zmeram nekako stojim na tem stališču, da bom podprl tisto stališča stroke. Zdaj bi pa res gospod poslanka lepo povedala, da imajo podporo ravnateljev polno, ampak ne vem. Zdaj, da jaz živim v drugi državi, ker jaz sem pa slišal absolutno proti, da ne podpira svet ravnateljev, ne podpira tega zakona, niti 3:3 ne. Učitelji slišam, da zbirajo podpise in jih je veliko. Ja, sigurno je razdvojenost, ja, ampak in tudi to, da svet šole je zmes, ni direktno, da ni zmes politika in gospodarstva. Ja, vemo, da je. Ne bi pa še ponavljal to, kar je že zdaj kolega Crnek rekel, res, ta zakon je spet nekaj, bom rekel, pripravil, ni opredelil stališča, ki so bila eksplicitno prošena, že v prejšnjem razpravi, ni določil teh razmejitev financiranja. Jaz sem tudi takrat poudaril, da občine dobivajo nove obveznosti, ne dobivajo pa zagotovljenega financiranja, kot je v večini zakonov v zadnjem letu in pol sprejetih. Vse se bo nekje rešvalo ali pa obljubljajo nek evropski denar, ki ga pa ne vidimo nikjer ali ga pa ne pokažejo. Drugo je pa tudi to, da ta mentorstvo in napredovanja, pa jaz tudi mislim, da je to gremo v uravnilovko, tako kot v učini in tega tudi ne moramo podpirati. In to je spet en bombonček nekomu, ki pač bo glasoval, tako da tudi jaz podpiram ta veto. Hvala lepa. Zdaj, če še sam se nakratko oglasim, zdaj, če začnem kar pri koncu, to, kar je kolega Bojan rekel, seveda ne drži, da ravnatelji podpirajo to spremembo. 79% osnovnošolskih ravnateljev je glasovalo za ohranitev sedanjega modela v svetih šol in v srednjih šolah je recimo med podpisniki tistega javnega pisma proti politizaciji slovenskih javnih vrtcev in šol s prvopodpisanim dr. Slavkom Gabrom, Ljubica Marjanovič, dr. Mojca Šebert Kovač, dr. Pavle Zgaga, tudi Nives Počkar, predsednica srednješolskih, torej Združenja ravnateljev srednjih šol. Skratka, vrtci so se ravnateljska združenja enoznačno opredelila za ohranitev tega sistema, ki je zdaj. Tako da ob tem je bilo zbranih na delovnih mestih, izključno med zaposlenimi, 24.224 podpisov za ohranitev sedanjega modela v sestavi svetov šol in vrtcev. To zgolj nekaj dejstev. Zdaj pa, kar se tiče pa, in to tudi vprašanje, kje je bil ta teren, mogoče ta argument, ki ga gospa Škrinjar vedno navaja, okrog ravnatelja osnovne šole s Prebolda, ki je poskušal seveda, to je pač nek povsem, bom rekel, dogodek, ki je neznačilen, na katerem ne morete temeljiti sistema, ampak se mu da nasproti postati od enega drugega. Ko je recimo semiška županja, anticepilka, poskušala ravnateljico absolutno prisiliti k temu, da bi ne izvajala ureditve, torej ukrepov, ki jih je oblast napovedala. Seveda, če bi bila bolj odvisna politično, kar bo zdaj po novem od občinskih oblasti, bi verjetno ravnateljica lahko popustila ali morala popustiti, takoj pa ni bilo potrebno. Če smo že pri tem argumentu, je seveda ta nasprotno bistveno močnejši, kot je tisti, kjer imamo opraviti z nekom, ki ima težave na osnovni argumentaciji. Zdaj, kar se tiče vprašanja pomočnic, pa se bom pol vrnil. To je seveda
tako nedorečeno v tem zakonu, ne, da je lahko iz tega karkoli. Vsak v nobenem primeru pa neposredno ne pomeni izboljšanje položaja pomočnic vzgojiteljic. Ker če bi bilo to resno mišljeno, ne, potem bi vsaj v prihodnjih določbah bilo napovedano, da je treba spremeniti pravilnik, ki bi ovrednotil te pač posebno oblikovanje nalog, ki jih morajo pridobiti za to. Jasno je, da vrednost teh plačnih razredov, ki bi izhajali iz naziva, se opredeljuje s kolektivno pogodbo. Zdaj, med tistimi primeri, res je, da v Evropi je težko najti zelo enak model, ampak seveda nima pa Evropa podobnih modelov. Modeli v Evropi, kar se tiče upravljanja in vodenja šol, so izrazito različni. Izrazito različni, tako da težko najdete nek skupni vzorec. In tukaj je preprosto vprašanje, zakaj bi konja, ki zmaguje, menjali. Tukaj gre za to vprašanje. 25 let je to funkcioniralo stabilno in podatki kažejo tudi kakovostno, zato pravega razloga za ta skok v neznano, razen političnih interesov tukaj, da bi povečali vpliv pač tiste tretjine, ki je določena na podlagi pač političnih odločitev, pravzaprav je težko zaznati. In zdaj, če še, kar se tiče tistih primerov, ki so dani v samem zakonu, med drugim tudi Hrvaška. Hrvaška ima tak podoben, kot gremo mi za njim, ampak tam so izrazito politični vplivi. Jaz seveda zelo dobro poznam hrvaški model in tam so ravnatelji seveda izrazito podrejeni političnemu odločanju. Še huje pa je bolj, ko greste na jug. Makedonija, Črna Gora, Bosna, kjer se vam v Makedoniji se vam zamenja kompletna garnitura ravnateljev, ko se zamenjajo politične oblasti. Kar seveda ta model ne omogoča, sploh ne želim primerjati, ampak želim pa povedati, kako pomembno je bilo to držanje politike med vrati in seveda nihče noče polemizirati s tem, da je tam dosedanji model, ki se je pokazal za stabilnega, nosil dobre rezultate, kar pomeni, da so bile odločitve ne večinskega dela, ampak večjega dela pri odločanju učiteljic in vzgojiteljic seveda optimalne, kajti sicer ravnatelji ne bi bili taki, kot so, ki bi vodili do tega, da je bil ta sistem kakovosten. Drugače bi bilo slabo. Izbirali bi tiste, ki bi jih, kot je pisalo, da bi bili všečni. Ne. Te izbire so pripeljale slovenski izobraževalni sistem med boljše v Evropi. Kar pomeni, da so bile optimalne. Zato spet vprašanje. In seveda to tretjinskost, odgledano z letala, se pravi, je nepoznavanje. Ta asimetričnost je premišljena in argumentirana in seveda samo še Rajko, tu seveda v 48. členu so povsem jasne strokovno opredeljene tudi tiste strokovne odločitve, saj svet zavoda razpravlja in se opredeljuje do vseh pedagoških predlogov, ki pridejo iz učiteljskega zbora in tudi izvaja pedagoško evalvacijo šole, kar je strokovna odločitev. Mislim tako, da ne drži čisto, dejansko gre za mešanico po tej vsebini, ki jo sicer ima. Še samo ena reč, jaz se strinjam, da je seveda odgovornost ustanovitelja pomembna. Sicer imamo zelo malo primerov, če greste 20 let nazaj, kjer bi občine imele težavo, ki bi imela neke velike finančne posledice za to. Prav nasprotno, tisto, kar se preveredko reče v tej državi, je, da je vzgojno-izobraževalni sistem eden tistih, ki ima najmanj škandalov, kjer imate najmanj afer. Zelo redko se boste zdaj spomnili 10 let nazaj, da so bile res kakšne velike afere, ki so povezane recimo z denarjem v vzgoju izobraževanja, ker je 95% denarja itak fiksiranega. Zato ta vpliv financerja je v bistvu za lase privlečen. Saj gre za absolutno določene
določeno disperzijo sredstev, ki je že več ali manj fiksna. Ne. Ampak ne glede na te škandale, tudi zanimivo je, čeprav mora biti ravnatelj, ne mora biti učitelj. Ne. Vi ne morate imeti ekonomista, pravnika ali kogarkoli, ki bi bil ravnatelj. Mora biti po svoji stroki učitelj. Da so pravzaprav slovenske šole vodene finančno vzgledno. Imate izjemno malo problemov s to rečjo. Spet potrjuje se pravilo, da so bili izberani ravnatelji, za katere se predpostavljajo, da znajo, da so sposobni organizirati, da bojo ravnali korektno. Ne? Tudi iz tega razloga je lahko zgolj nezaupanje do učiteljstva razlog, da se to zdaj po tretjinskih razlogih, po tretjinskih deležih spreminja in da se posredno z zmanjšanjem pač vpliv politike poveča. In tukaj se mi zdi, da delamo strateško napako, še posebej, ker absolutno nobene evalvacije ni tega, kar naj bi zdaj bilo na novo veljalo. Ni nobenih analiz in gre pravzaprav za tipično, bom rekel, gesto, ki pač poskuša zadovoljiti en del volilne publike. Hvala lepa. Gospa poslanka, še prej pa, če dovolite, še Rajko Fajt. Ja, zdaj, jaz vseeno mislim, da ravnatelji so poslovodni organi. Zdaj me je presenetilo, Brane, ko si rekel, torej, da koliko ravnateljev se je podpisalo. Jaz moram priznati, da niti najprej nisem vedel, ko je bilo vsega konec, sem komaj izvedel, kaj se je podpisovalo na šoli. In to me preseneča, ker ravnatelji glede na svojo funkcijo naj ne bi bili člani sindikata. Ampak dobro, pustimo to. Rekel si ravnatelji tudi, da so se podpisali pod to. V glavnem, to me malo preseneča, ampak dobro. Zdaj, glede na to, torej, da učitelji imajo vpliv v svetu zavoda, odločajo strokovno in tako dalje, jaz mislim, da še enkrat, da mešamo ene učiteljski zbor in kompetence učiteljskega zbora in kaj oni odločajo in drugo je svet zavoda. Ker po tej teoriji bi potem pomenilo, da učitelji vodijo šolo. Te potem ravnateljev ne rabimo. Ne rabimo ravnateljev. Zakaj? Zato, da se pod nekaj podpisal, pa da už nekoga disciplinsko izključil, pol ga ne rabimo, če učitelji vodijo šolo. Tako da, mimo grede ne pravi tudi, da sindikat vodi šolstvo, ampak ok, pustimo to. To je kot pohvala v bistvu. No, ampak, govora je bilo o koliko 24,000 podpisih. 224. Koliko je pa zaposlenih v vzgoji in izobraževanju? Imamo ta podatek. Članov sindikata je menda 40,000. To je menda podatek. Medtem ko statistični podatki za leto 19-20 sem jaz iz statističnega urada potegnil, da je številka torej čez 48,000 in pa prirast je bil v enem letu pri vzgojiteljih 2,4%, pri osnovnih šolah med zaposlenimi 5% in srednja šola 1,9% je bilo prirasta. Če bi zdaj to, torej se številka je šla tam krepko že čez 50,000 v tem trenutku in podpisalo pa jih je recimo polovica, pa še v bistvu vprašanje je bilo, ali ste za spremembo ZOFI ali nekaj takega. Ni bilo omenjeno niti za vzgojitelje, niti za enotni informacijski sistem in tako dalje. Tako da, v redu, jaz rečem, ja, veliko jih je podpisalo, je pa podobno, bom rekel, če bi zdaj dali zdajšnji sestavi državnega sveta podpisati, a se strinjate, da se sestava državnega sveta v tem trenutku prepolovi? Verjetno bi vsi napisali ne. Naj ostane do konca tako, kot je. In podobno je tudi tu, ko daš učitelju, zdaj on se boji, da mu bojo nekaj vstran vzeli in potem seveda so se podpisali. Marsikdo niti ni vedel, kaj se je podpisal, ker je pač sindikalna zaupnica hodila okoli, pa so se podpisali. Tako da, ne vem, res me preseneča, da
zdaj prihajamo do tega, torej, da so učitelji tisti, ki vodijo in krmarijo torej vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji. Ne vem, zakaj imamo ravnatelje, res ne vem, ker jaz vseeno mislim, da tiste ključne odločitve pa vseeno so ravnatelji, imajo pa učitelji absolutno dovolj možnosti, da izražajo. Poleg tega pa, glejte, učiteljski zbor, kolegi dragi, pa je to logično, učiteljski zbor tajno glasuje, kdo bo njihov šef. Kje se še to dogaja? Kje? Se to v gospodarstvu dogaja? Ne? Potem pa še isto še enkrat odločajo v svetu zavoda. Ne? Pol pa dajmo, naj se javno izjasnijo, pa naj bo javno glasovanje, pol je pa še enkrat tajno glasovanje na svetu zavoda. Ne? Tako da tu bi trebalo mogoče kakšne anomalije malo odpraviti. Ne? Ok, hvala. Hvala, če smem kratko replicirati, ker smo še vedno pri državnih svetnikih. Zdaj, francoski sociolog Christian Laval je napisal eno pomembno študijo Šola ni podjetje. Tukaj ni mogoče z metri podjetniškimi meriti šole, ker šola je po svojem temeljnem principu nekaj drugega. Zdaj pa, kar se pa tiče tega, Rajko, kdo vodi šolo, vse ne gre za to. Gre za to, kdo izbira ravnatelje. Ne? Zdaj bojo imeli večji vpliv pač tisti, ki so politično opredeljeni v lokalnih ali državnih oblasteh. To je bilo do zdaj držano na distanci, zdaj se ta distanca zmanjšuje. Najmanj, kar je možno pošteno reči to. In zdaj to, ali je to dobro ali slabo je, bomo sicer videli, mi smo prepričani, da je to slabo. Zdaj pa tisto, ne, da pa ljudje ne vejo, kaj podpisujejo, to je pa tista klasična, ne, ki naj, bom rekel, diskreditira tiste, ki nekaj podpisujejo. A ne. Verjetno odrasli ljudje vedo in vprašanje ni bilo tako, kot si ga ti navedel. A ne. Ampak je bilo podpisovanje pod peticijo, ki je imela eksplicitno naštete argumente, zakaj naj stvari ostanejo take, kot so. In peticija je bila pripeta zraven, podpise so pa nadzorovale, seveda na koncu tudi podpisala z žigom, so bili preverjeni do zadnjega, jih imamo tudi po šolah, vseh število narejeno, tako da tukaj, če bi bilo tako zgledno, kje druge narejeno, bi bilo boljše v tej državi. Gospa poslanka, ti imaš repliko? Izvoli. Hvala lepa. Hvala za besedo. Ravno v tole debato bi se vključil, ne, da je razumljivo, da Brane kot predstavnik sindikata zagovarja ljudi, ki so v sindikatu, se pravi učitelje, normalno, da se tle aktivno in tako drugače prizadeva, to jaz razumem in spoštuje, da ne bo nobenega nesporazuma. Ampak moj zorni kot je malo drugačen, jaz gledam, kaj je dobro za šolo, ne? Kaj je dobro za šolo, kaj je dobro za Slovenijo in ni nujno, da so ti interesi povsem skladni. Delali smo veliko študij za fakultete pa inštitute, malo manj za osnovne pa srednje šole, ampak mislim, da je bil tam zelo jasen odziv tujih študij, da je ključno, koliko denarja imajo učitelji in kakšen status imajo, kakšne imajo delovne pogoje in glede tega je bila Slovenija izredno visoka. In to je glavni razlog za to, da so rezultati šolanja dobri. Seveda to je tudi rezultat in politike in sindikata, ki so se tle prizadevali, ne. Ampak ta sestava ne vidim, kako bi kakorkoli poslabševala, ne, in zato ne vidim razloga, zakaj. Torej, če bi bil ta predlog slab za šole, bi absolutno bil proti njemu, ampak ta predlog je po mojem mnenju in razumevanju dober. Bi pa še dve malenkosti upozoril, no, ker prej nisem utegnil, zelo na hitro. Moti pa ta uravnilovka, ne. Ravnatelj na marsikateri šoli dobi manjšo plačo kot pa učitelji. To je šlo predaleč, ne. Da ne govorim o tem, da predsedniki države, 4 dobijo nekaj več kot 3000 neto, tele direktorji gospodarskih podjetij, ki so v državni lasti, dobijo pa po nekaj 10 000 evrov. In tisto, kar je pa najbolj boleče, potem pa pogledaš plače mladih zdravnikov, mladih raziskovalcev, mladih asistentov, in je šlo čez vsako mero in je bilo to treba tudi nekoč urediti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi
tebi, Matjaž, zdaj še gospa poslanka, ki že nestrpno čaka. Gospa poslanka, imate besedo. Potem bomo pa prišli na glasovanje. Hvala lepa, bom pohitela. Naj povem, da sem bila sama učiteljica in od tistega obdobja vem, da smo učitelji bili tudi politično opredeljeni, nismo bili politični analfabeti. Bile so narejene raziskave in analize, vsakoletno nacionalno poročilo o preverjanju znanja pove analizo in tukaj se pokaže, da v povprečju smo zelo dobri, so pa velika odstopanja med šolami in zelo pomembno je, kdo vodi šolo. Kar zadeva digitalizacijo, pa bi rada povedala to, da je bil povedan popolnoma napačen pogled. Ni res, da bo kdorkoli lahko vpogledoval noter, lahko bodo kvečjemu pogledovale šole. Vsa dokumentacija se vodi tako kot papirna dokumentacija po 2 letih, ko učenec zapusti šolo, je potrebno dokumentacijo uničiti. Ostane samo še matična knjiga, ki je še vedno, ki je pa trajen dokument. In hramba te matične knjige bo pa tudi na ministrstvu in da bi kdorkoli pogledoval, razen tistih, ki pa smejo pogledovati, to je pa res absurd. Kar zadeva vrtce, torej privatne vrtce, zdaj, gledajte, subvencije grejo na otroka, zdaj, a grejo v privatni vrtec ali pa v javni vrtec, je to povsem irelevantno. Ljubljanska občina ima 400 milijonov proračuna napram eni majhni občini, pa seveda ima tudi nekaj več, bo tudi nekaj več denarja dala za napredovanje pomočnic in med drugim je dobila 9 milijonov letos samo iz naslova financiranja popravkov o financiranju občin. Tako da menim, da to ne bi smel biti problem, prevelik problem, se pa zavedamo tega in seveda se tudi primerna poraba usklajuje s potrebami občin. To se dogaja ne vsako leto, ampak se dogaja tudi, kadar je to potrebno. Tako da lahko rečem, da so pripombe, ki ste jih povedali, pravzaprav niti niso tako, bi rekla, utemeljene, se mi zdi, proti temu zakonu. Hvala. Hvala lepa, spoštovana poslanka. Predlagam, da preidemo na glasovanje. Torej na glasovanje dajem predlog sklepa, da komisija podpira odložilni veto. Seveda izpeljano bolj precizno, ampak to je bistvo sklepa. Glasujemo, kdo je za? 4. Kdo je proti? 2, 3. Ugotavljam, da je bil predlog sklepa sprejet. Hvala lepa. Torej še enkrat moramo ugotoviti, samo malo, še enkrat moramo ugotoviti glasovanje. 4 za, 3 proti. Ugotavljam, da je bil predlog odložilnega veta na komisiji sprejet in predlagam, da poroča podpredsednik komisije, ker bom jaz itak v imenu predlagateljev imel precej veliko besed, tako če se strinjate, bi kolega Bojan Režun poročal vse to. Hvala lepa, gospa poslanka, tudi vam hvala za obisk.